Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Novica, ki lomi. Med političnim shodom v Milanu je Silvija Berlusconija napadel protestnik in ga v obraz udaril tako močno, da se je premier zgrudil na tla. Berlusconiju naj ne bi bilo hujšega, napadalca pa so policisti že aretirali. Predlog družinskega zakonika bo po končani javni razpravi naslednji teden šel v vladno proceduro. Iz poslanske skupine Zares sporočajo, da bo zakon predvidoma sprejet maja 2010. V poslanskih skupinah SLS in SDS pa so še vedno odločno proti predlaganemu zakoniku. Družina je skupnost moža in žene, to se pravi očeta in matere, ki uživa taka družina posebno družbeno varstvo zaradi otrok. To se pravi zaradi usmerjenosti te skupnosti v rojstvo novega življenja, to se pravi element reproduktivne vloge skupnosti je bil tu bistveno poudarjen. Istospolna partnerska skupnost je pač neko pogodbeno razmerje, je nek odnos. Takih skupnosti je lahko veliko, tudi ni treba, da temeljijo na istospolni usmerjenosti. Zakaj pa ne bi bila skupnost brezspolne usmerjenosti? Ali čez leti taka spolna usmerjenost ugasne? Ali ugasne tudi skupnost? Ne. To so pogodbeni odnosi in mi želimo, da taki pogodbeni odnosi imajo neko državno varstvo, pravno varstvo, ampak tudi družina. Če koalicija ne bo prisluhnila njihovim pozivom in bo zakon v državnem zboru dobil zeleno luč, pa bosta SLS in SDS prispevali podpise poslancev za sklic zakonodajnega referenduma. Če je takšna zadeva predložena državnemu zboru in jo državni zbor kljub nasprotovanju javnosti sprejme, potem mora to iti na preverbo na referendum. Minister za zdravje Borut Miklavčič se je v petek sestal z zdravniki in z njimi govoril o osnutku zakona o zdravstveni dejavnosti. Kot je po srečanju še dejal, Miklavčič se o vsebinskih zadevah niso pogovarjali, ampak so se le dogovorili o nadaljnjem delu. Danes smo se dogovorili, da bodo zdravniške organizacije se predvsem usmerile na tisti del zakona, ki govori o njihovem delu, da bodo do srede ob 8. zjutraj prišli s konkretnimi pripombami. Bomo v sredo preko dneva o pripombah razpravljali in delali. Po končanem sestanku bomo poslali te pripombe vsem udeležencem in potem v celotni skupini nadaljevali v soboto. Policija je tudi letošnji december poostrila nadzor nad nedovoljeno prodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov. Predstavnik policije Janez Vidovič je pojasnil, da je glavno sporočilo še vedno naj ne uporabljamo pirotehničnih izdelkov, če pa naj jih uporabljamo varno in tako, da bodo čim manj moteči za druge. Tudi v letošnjem letu bomo izvajali seveda preventivne aktivnosti. Izvajamo projekt Vode zveza ne meče petard, ki je že pravzaprav kljub temu, da je bila spremenjena zakonodaja, mi tega slogana nismo spreminjali, ki je nekako prepoznavn. S tem poskušamo vplivati na mlade ljudi, da če že uporabljajo pirotehniko, naj uporabljajo tako, da bodo v skladu z navodili proizvajalcev, se pravi, da bo uporaba varna, ter tudi tako, da bo ta uporaba čim manj moteča za druge, tisti, ki pač to ni všeč. O vrnitvi tribune in vabilo na jutrišnji dogodek, komentar dneva Anej Korsika. Tribuna, časopis znamenitega slovesa, rojen leta 1951. Najprej konvencionalno korekten in jugoslovansko predan. Malo študentov, a veliko entuziazma. Najde se kakšen Tine Hribar, pa njegova spomenka. Fotke Joco Žnidaršič.
To je prva generacija starih prcev. Proti koncu 60-ih pa počasi, kot mali debelinko, začenja loviti sapo za velikim majem 68. O, veliki maj 68, sveti gral naših staršev, kako smo te danes že vsi siti. Dobro travo ste kadili, ampak danes imamo skank. Imeli ste svojo seksualno revolucijo, mi imamo zastonj porniče. Zapršena revolucija v modnih izložbah, mar nam je zate. Mi imamo svoje probleme, živimo v svojem času. Konec 80-ih, čudni časi. Janši pravijo rdeči kmer, Pahor je maneken, berlinski zid se krha in kavbojke lahko dobi že vsak smrkavec. Kdo bi vedel, katera generacija starih prcev je že bila na sceni? Kosovski rudari se upirajo, Bavčar rešuje Janšo, Kučan pleše med civilno in jugoslovansko družbo. Ampak Tribuna ostaja zvesta svojim načelom. Mednarodna solidarnost, ideološka ostrina, družbena akcija, to je to. In potem je prišla osamosvojitev. Naše mokre sanje, zaradi katerih je pri nekateri Slovenec takšne in drugačne omike v preteklosti že močil posteljo. Ampak tokrat je šlo zares. Tribuna je doživela tudi ta pretres, ampak je začela izdihovati. Le kdo pa bi preživel ob vsej medijski kloaki, ki se je začela zlivati po prostem trgu? Svojo kosmato dušo je naposled izdihnila leta 98. Posmrtni prdec je bil spuščen na črno sredo leta 2006. Potem pa smo se dokončno usmrdili. In ko je naš pokojnik že lep čas počival v miru, so ga nepridipravi spet začeli bockati in si domišljati, da ima danes spet kaj zapovedati. Tribuna, časopis znamenitega slovesa, vstal od mrtvih leta 2009. Spoštovana zalega, zdaj smo spet tu, smrdimo še bolj kot si stari prci skupaj in le kako ne bi, če smo 11 let gnili. Mi smo prišli, stojimo na štacionu, v roki nosimo prazen kufer, v vratu 2 šraufa, naš pogled je steklen. V torek 15. decembra ob 19. se nam pridružite v menzi pri Koritu, kjer bomo spet začeli delati z Gago. Mi smo za akcijo, si ti? Slovenija, 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 kulturac. Zaključila se je 6. edicija mednarodnega festivala animiranega filma Animateka. V minulem tednu so tako zavrteli skoraj 400 animacij. Glavne nagrade pa so podelili v Kinu Šiška, kjer smo se pogovarjali s prejemnikom nagrade občinstva. I see a lot of beautiful film and I discover a few of new production that I never see again. And it's a beautiful selection. Yeah. Jutri pa ne zamudite Švica mikrofona, kjer nas bo obiskala Ela Banda. Še vreme. Po končanih novicah se gremo v uredništvu kepat. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Pa lep pozdrav.